No, danes se bomo poglobili v en precej zanimiv pravni dokument. Gre za pritožbo, ki odpira resna vprašanja o tehnologiji na uradnih vladnih spletnih straneh in o tem, kaj se v resnici dogaja, ko mislimo, da samo brskamo po informacijah. Sliši se tako preprosto, kaj ne? Občan obišče uradno spletno stran za volitve, da bi poiskal informacije. Ampak kaj se v resnici dogaja v tistem digitalnem zakulisju, medtem ko mi klikamo? In tukaj se zadeva zaplete. Uradna pritožba, ki je bila vložena v Sloveniji, trdi, da lahko že en sam klik sproži celoten cikel manipulacije volivcev, ki ga vidimo tukaj. Vse se začne z obiskom strani, potem vodi do zbiranja podatkov in se, vsaj po trditvah pritožbe, konča z vplivom na same volitve. Torej, poglejmo si pobliže to uradno pritožbo. Vložila jo je skupina za digitalno etiko. Tarča pa je sama Državna volilna komisija. Kaj je pravzaprav v središču te pritožbe? Gre za zelo resno obtožbo, da spletna stran komisije nezakonito uporablja sledilne tehnologije in potem osebne podatke obiskovalcev pošilja naravnost v Združene države, in to brez kakršnekoli veljavne pravne podlage. Ampak na čemu se to sloni? Seveda se pritožba ne ostavi samo pri trditvah, ampak ponuja tudi, kot pravijo, konkretne tehnične dokaze. No, številka, ki jo navajajo, je precej presenetljiva. Analiza naj bi pokazala, da je skoraj polovica vseh strani na tej vladni spletni strani vsebovala sledilno kodo podjetja Google. To v praksi pomeni, da je bil potencialno sleden skoraj vsak drugi klik obiskovalca. In kam naj bi vsi ti podatki potovali? Kot kaže ta preglednica iz pritožbe, naj bi končali neposredno pri tehnoloških velikanih v ZDA. Govorimo o Googlu, Facebooku, LinkedInu, Microsoftu. Pritožba gre v podrobnosti glede tega, kaj vse naj bi se zbiralo. In pozor, ne gre samo za tehnikalije, kot sta IP naslov ali pa informacije o napravi. Trdijo, da se na podlagi tega, kaj nekdo klika in koliko časa preživi na določenih straneh, lahko sklepa celo o njegovih političnih interesih. In s tem se ustvarja zelo podroben digitalni profil vsakega posameznika. Dobro, ampak zakaj je posiljanje teh podatkov v Združene države sploh problem? Ključ do odgovora in celotnega pravnega argumenta pritožbe se skriva v eni najpomembnejših sodb Evropskega sodišča v zadnjem času. Vse se vrti okoli te ključne sodbe imenovane Schrems II. Sodišče Evropske unije je takrat pravzaprav odločilo, da ameriška zakonodaja preprosto ne ščiti dovolj podatkov državljanov EU pred nadzorom njihovih obveščevalnih agencij in s tem je padla pravna podlaga za prenos podatkov. Tukaj vidimo jedro spora, črno na belem. Na eni strani imamo močne pravice do zasebnosti, ki jih imamo v Evropski uniji po GDPR, na drugi strani pa so ameriški zakoni o nacionalni varnosti, ki njihovim organom omogočajo precej širok dostop do podatkov. In to dvoje si je v direktnem konfliktu. Tale grafika pa odlično povzame, kako kompleksna je celotna zadeva. Trditve o kršitvah sežejo vse od te prelomne sodbe Schrems II in Evropske uredbe GDPR, pa do samih temeljev slovenske ustave in pravice do varstva osebnih podatkov, ki jo ta zagotavlja. Zdaj pa pridemo do dela pritožbe, ki zveni najbolj alarmantno, tistega, ki opozarja na morebitna tveganja za samo demokracijo. Pritožniki so ta model poimenovali kot omrežje prevare. Prikazuje domnevni tok podatkov od volivcev preko Googlovih orodij do Državne volilne komisije in nato potencialno do političnih strank, ki bi lahko te podatke izkoristile za vplivanje na volilni izid. Grejo pa še korak dlje s tem lelijakom, ki so ga poimenovali algoritmična diktatura. Na vrhu imamo zbiranje podatkov o volivcih, na koncu lijaka pa, kot trdijo, algoritemsko določene volitve, kjer so neodvisni glasovi in mnenja utišani. In ta citat iz dokumentacije res pove vse. Povzema končni strah pritožnika, da na koncu na volitve ne bi več vplivala demokratična razprava, ampak to, kdo ima boljši dostop do podatkovnih baz in analitike. Glede na vse te resne obtožbe, kaj pravzaprav pritožniki hočejo? Kaj so njihove konkretne zahteve oblastem? Pritožba se zaključi s 6 zelo jasnimi in konkretnimi zahtevami. Zahtevajo seveda ugotovitev kršitve, takojšnjo odstranitev sledilnikov in tudi denarno kazen. Ampak poglejmo točko 5. Zahtevajo tudi sistemski pregled vseh drugih vladnih spletnih strani. In to je zahteva, ki bi lahko imela precej daljnosežne posledice. In s tem se ta zgodba zaključi. A hkrati odpira eno res ključno vprašanje za prihodnost, ne glede na končni izid.
Kje potegnemo mejo med koristno uporabo sodobne tehnologije za boljše javne storitve in zaščito zasebnosti ter temeljev naše demokracije? To je ravnotežje, ki ga bodo morale najti vse države v digitalni dobi. Gremo na volišče, vzamemo tisto klasično papirno glasovnico in stopimo v tisto majhno kabino za zaveso. Zato, da bi pač v miru in popolni tajnosti oddali svoj glas. Ja, to je nekako osnova demokracije. Točno. Ampak tam noter dejansko nismo sami. V kotu stoji popoln neznanec iz tujine. V roki drži štoparico in natančno meri, koliko sekund se naše oči zadržijo pred določenim imenom na seznamu kandidatov. Wow, to je res slikovito. In vsak naš premik, vsak dvom, vsako tisto prečrtano vrstico si ta človek skrbno in v živo beleži v svoj ogromen arhiv. Mislim, sliši se kot prizor iz kakšnega mračnega distopičnega romana. Res je, ja. Ampak ta prispodoba štoparico nas pravzaprav idealno in zelo neposredno upelje v bistvo gradiva, ki je danes pred nami. Na mizi imamo namreč izjemno obsežen uradni pravni dokument z datumoma 19. in 20. februarja 2026. In v svojem bistvu je to zelo strukturirana prijava kršitve tiste splošne uredbe o varstvu podatkov. Torej znanega evropskega predpisa GDPR. Točno to. To prijavo sta skupaj pripravili dve organizaciji. Prva je Društvo za srečno življenje Belis, druga pa Nacionalni svet za digitalno etiko, okrajšano NSDE. In tukaj moramo takoj na začetku naše današnje poglobljene analize virov postaviti zelo jasne koordinate. Proti komu natančno je ta prijava sploh uperjena? Ja, to ni kar neka splošna kritika. Ne raziskujemo neke abstraktne pritožbe čez internetne brskalnike. Tarča tega dokumenta je zelo specifična. Državna volilna komisija Republike Slovenije, natančneje celoten primer sloni na preiskavi njihove uradne spletne strani dvkrs.si. In ta dokument ni ostal samo v predalu. Uradno je bil poslan informacijskemu pooblaščencu. Seznam prijemnikov je res dolg, ko sem ga bral. Od državnega tožilstva, sodišč do policije, pa vse do Evropskega odbora za varstvo podatkov EDPB in mednarodne organizacije NOICB. Zato je naša misija za današnji pregled zahtevna, a jasna. Razčleniti moramo tehnične dokaze, preučiti pravno podlago in predvsem razumeti te izjemno dramatične obtožbe o nečem, kar v prijavi imenujejo kar digitalni državni udar. Preden se sploh približamo prvi vrstici te analize, pa je absolutno ključno vzpostaviti zelo strog okvir za naše raziskovanje. Ja, to je zelo pomembno opozorilo. Besednjak, ki je uporabljen v tem dosjeju, je namreč izjemno oster, politično zelo nabit in pravno agresiven. Naletele bomo na zelo težke obtožbe o sistemskih manipulacijah, celo veleizdaji in zarotah na državni ravni. S tem jasnim opozorilom v mislih pa se kar podajmo v drobovje te tehnične preiskave. Pristop, ki ga opisujejo avtorji, se bere kot nekakšen priročnik za digitalno forenziko. Dobesedno. Pri metodologiji so uporabili znano programsko orodje imenovano HT-Track. Če to malo poenostavimo, gre za orodje, ki spletno stran dobesedno posesa v celoti. Naredi arhivsko kopijo celotne izvorne kode na lokalni disk, te jo lahko potem secirajo v miru. In ko so imeli to bazo kode pred seboj, so na njo spustili namensko skript v programskem jeziku Python. Celo poimenovali so jo zelo uradno, in sicer analyze_detailed.py. Wow, ok. In tisto, kar je ta skripta po njihovih navedbah izplunila v obliki številk, je res specifično. Te številke so pravzaprav tisto, kar daje prijavi prvo otipljivo težo. V dosjeju beremo, da je bilo analiziranih natanko 536 HTML datotek te državne spletne strani. In rezultat? Na 241 straneh, kar izračunano predstavlja 45% celotnega spletišča volilne komisije, so našli prisotnost sledilne tehnologije Google Analytics. Skoraj polovica portala torej.
Tako, dokumentirali so 529 posameznih vzorcev te kode. In to v kar 4 različnih tehničnih implementacijah. Najdena je bila klasična inicializacija, pa novejši Google Analytics 4, orodje Google Tag Manager in neposredne povezave na sledilne strežnike. Ne gre torej za nek osamljen, pozabljen kos kode na eni stari podstrani. Tukaj se pojavi tisto najočitnejše vprašanje. Kam sploh potujejo vsi ti nevidni tehnični zahtevki, ko nekdo odpre to stran? Dokument ima zelo nazoren tehnični izvleček. Izpiše seznam zunanjih domen, na katere se obiskovalčev brskalnik poveže popolnoma avtomatsko in tiho v ozadju. In predvevam, da to niso strežniki nekje v Sloveniji. Ne, sploh ne. Prijavitelji eksplicitno navajajo povezave na domene podjetij, kot so Google, Facebook oziroma Meta, omrežje LinkedIn in celo Microsoft. Po ugotovitvah dosjeja so prav vsi ti strežniki lokacirani v Združenih državah Amerike. Kar je pri tej mreži najbolj fascinantno, je seveda to, kaj natančno se v tisti milisekundi obiska sploh prenaša čez ocean. Ja, to je osrednji kamen spotike te prijave. Prenos se sproži samodejno, brez privolitve obiskovalca. In ne govorimo o preprostem štetju obiskov. Ne gre samo za to, da bi sistem rekel, ok, danes smo imeli 1000 obiskovalcev. Točno. Po navedbah v prijavi se pošiljajo IP naslovi posameznikov, prijavitelji pojasnijo, da IP naslov ostaja edinstven identifikator in osebni podatek, tudi če ga sistem poskuša anonimizirati. Poleg tega naj bi se pošiljale identifikacijske številke seje, podrobni podatki o napravi, operacijskem sistemu, celo rezolucija zaslona. In kar je najbolj kritično po mnenju avtorjev, prenašajo se časovni žigi obiska in čisto vsak posamezen klik ali interakcija. Če to znova prevedeno v tisto našo prispodobo s štoparico z rečetka. Gre za to, da človek prebira recimo zakon o volitvah ali pa navodila za glasovanje po pošti. In ta digitalni sistem, glede na trditve v dokumentu, dobesedno meri vsako sekundo. Vsak premor pri branju odstavka? Ja, in te zapiske nemudoma pošiljajo v nek tuj komercialni arhiv. Ne da bi povprečen posameznik to sploh vedel. In ta nevednost nas pripelje do naslednjega segmenta. Ta tehnična realnost namreč z vso silo trči ob zakonodajo. Pravni labirint, ki ga zgradijo avtorji, je zelo detajlen. V središču je problematika mednarodnega prenosa podatkov. Sklicujejo se na GDPR, natančneje člene od 44 do 46, ki regulirajo izvoz podatkov v tretje države. Glavni steber pa je prelomna sodba Sodišča Evropske unije v zadevi Schrems 2. Sodišče je razveljavilo prejšnji sporazum, tako imenovani Privacy Shield. Ker ZDA preprosto ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva, ne? Tako je. Argumentacija se opre na ameriško zakonodajo, natančneje zakona FISA 702 in Cloud Act. Ta dva zakona ameriškim obveščevalnim službam omogočata nesorazmerno širok dostop do podatkov, ki jih zbirajo ameriška podjetja. Ne glede na to, kje na svetu so bili zbrani. Točno. Zato avtorji trdijo, da kakršnikoli zaščitni ukrepi, ki bi jih DVK morda poskušala uveljavljati, tukaj odpadajo. Podatki se v ZDA prenašajo neposredno in v realnem času. Ob vsej tej visoki mednarodni pravni teoriji pa dokument upozori še na povsem praktičen problem – odsotnost mehanizma za privolitev. Ja, pasice za piškotke preprosto ni. V dosjeju ostro izpostavljajo, da uradna stran sploh nima vmesnika, ki bi omogočil zavrnitev sledilcev, preden se ti naložijo, kar je po njihovih navedbah groba kršitev slovenskih zakonov ZEKom-2 in ZVOP-2. Posameznik je postavljen pred dejstvo, če želi volilne informacije, mora sprejeti digitalno sledenje. Ampak avtorji tukaj svojo argumentacijo dvignejo še precej višje, kar na ustavno raven. Ustavni argumenti so eden najbolj obsežnih delov prijave. Opirajo se na 22. člen ustave, ki zagotavlja tajnost glasovanja. Kako pa brskanje po spletu povežejo s tajnostjo glasovanja? Zelo inovativno. Trdijo, da je volilna tajnost s tem sledenjem trajno kompromitirana, ker se tajnost ne začne šele v volilni kabini, začne se že prej, ko posameznik v zasebnosti doma na spletu išče informacije o tem, koga lahko voli. Razumem. Zanimiv ustavni argument.
Navajajo še 35. člen o varstvu zasebnosti in 38. člen o varstvu osebnih podatkov. Potem pa v to debato pripeljajo še povsem svež dokument Evropske unije AI Act oziroma uredbo o umetni inteligenci. Kakšna je sploh povezava? Ta uredba strogo prepoveduje uporabo subliminalnih, torej podzavestnih komponent za izkrivljanje človekovega vedenja. Prijavitelji argumentirajo, da algoritemsko profiliranje volivcev brez njihove vednosti predstavlja točno takšno manipulacijo. Torej ni problem zgolj v štetju klikov, problem je, da oni to pravno opredeljujejo kot razkrivanje intimnega političnega prepričanja. Tako je. Politično prepričanje pa 9. člen GDPR-ja uvršča med posebne kategorije podatkov. To so najbolj občutljivi podatki, ki naj bi se tukaj nenadzorno delili s tujimi korporacijami. In ta definicija političnega prepričanja nas zdaj pripelje do dela dosjeja, ki se bere dobesedno kot scenarij za napet film. Avtorji to poglavje poimenujejo kriminalka v živo. Se retorika postane zelo eksplozivna. Res je, pojavljajo se izrazi kot sta podatkovna veleizdaja in digitalni državni udar. Avtorji združijo tehnične najdbe in pravne člene v teorijo o mrežju prevare. Kako natančno naj bi to delovalo v praksi? Ponudijo hipotetičen primer. Zamislimo si posameznika, ki na strani DVK išče informacije, bere navodila za glasovanje in nato pregleduje seznam določene stranke. In se pri nekaterih imenih zadrži dlje časa. Točno. Tuji giganti, kot sta Google in Meta, to zaporedje brskanja predstrešejo s tisočini sekunde, te drobce nato združijo z vsemi podatki, ki jih že imajo o tem posamezniku, z njegovim osebnim profilom. Zakaj bi to sploh počeli? Kaj je cilj tega preciznega združevanja podatkov? Manipulacija na osebni ravni. Čez nekaj dni se temu posamezniku na spletu med gledanjem YouTube posnetkov ali na socialnih omrežjih začnejo servirati visoko ciljani oglasi. To je to mikrotargetiranje. Aha, torej bi ti posnetki človeka lahko odvračali od udeležbe na volitvah. Točno to opozarjajo. Ali pa bi manipulirali njegovo politično mnenje z diskreditacijo tiste stranke, o kateri se je prej informiral. Izvorni podatki za to manipulacijo pa so pridobljeni naravnost iz uradne infrastrukture. Gradivo gre pa tukaj še korak dlje in vpelje teorijo o kartelu političnih strank. Ja. V prijavi piše, da so prečesali tudi strani političnih strank in ugotovili, da čisto vse zbirajo podatke z istimi tujimi sledilci. S tem se ustvarja nek zaprt krog, digitalna megla. Stranke zbirajo podatke o preferencah, DVK pa tujim bazam omogoča vpogled v splošno volilno razpoloženje pred volitvami. Končni sklep te teorije je, da tak sistem nenehno promovira specifične elitne kandidate iz že obstoječega kroga moči. Neodvisni glasovi pa so utišani v tako imenovani algoritmični diktaturi. Ocena tega tveganja v dokumentu pa je zelo nedvomevna. Kritično, 90/100. To dogajanje izrecno poimenujejo scenarij Cambridge Analytica 2.0 in svarjujo pred hladilnim učinkom na demokratično udeležbo. Če človek ve, da se vsak njegov klik analizira in shranjuje v nekem tujem profilu, se morda iz strahu sploh ne bo več politično informiral. Kar nas končno pripelje do zadnjega, strogo operativnega dela dokumenta. Vse te ugotovitve in obtožbe rezultirajo v jasnih zahtevah. Kaj društvo Belis in NSD-ja po vsem tem sploh uradno zahtevata od informacijskega pooblaščenca? Postavljenih je 6 uradnih zahtev. Prvič, takojšnja ugotovitev kršitve GDPR zaradi nezakonitega prenosa podatkov v ZDA. Drugič, takojšnja prekinitev uporabe Google Analytics in vseh ostalih sledilcev. Zahtevajo pa tudi alternativo, ne? Tako je. Tretjič, implementacija GDPR skladne alternative, predlagajo odprtokodno orodje Matomo, ki pa mora teči izključno na slovenskih strežnikih. Potem pa so tu še sankcije. Četrta zahteva je izrek stroge upravne globe. In spomnijo na tiste enormne kazni, ki jih predvideva GDPR. Do 20 milijonov evrov ali do 4% letnega prometa kršitelja. Čeprav gre za državni organ. Peta zahteva je popolna javna objava odločbe. Šesta pa zahteva širši sistemski pregled uporabe teh tehnologij na vseh spletnih straneh državnih inštitucij. Prava drama pa se skriva v tistem, kar sledi. Državnemu organu ne dajo tistih standardnih 30 dni za odziv, postavijo drastičen ultimat, 48-urni ultimat za ukrepanje.
Ja, to je zares brez presedana. Če država v 48 urah ne ukrepa, napovedujejo lasten radikalen načrt akcij. Civilno-družbene organizacije naj bi same prevzele pooblastila in izrekale državljanske etične globe. Pa kazenske ovadbe so omenjene. Jasno napovedujejo vlaganje ostrih kazenskih ovadb zoper odgovorne osebe, direktorje, sodnike, ministre, zloraba uradnega položaja po 257. členu kazenskega zakonika in sum izdaje državne skrivnosti, saj naj bi bili volilni metapodatki del nacionalne varnosti. Omenjena je tudi vzpostavitev neke črne liste digitalnih kršiteljev. In za zaključek še tista najbolj udarna akcija, ki uporablja pravila samega sistema. Grozijo s vseslovenskim pozivom državljanom naj po 15. členu GDPR množično vlagajo zahtevke za seznanitev z lastnimi podatki na DVK. S ciljem popolne administrativne blokade te institucije, dokler ne umaknejo sledilcev. Neverjetno res. Ko imamo vse te elemente razgrnjene, mislim, da je edino pravilno, da za trenutek stopimo korak nazaj in na zgodbo pogledamo širše. Če odmislimo tisto ostro retoriko in obtožbe, nas prijava sili k resnemu razmisleku o temeljih naše digitalne družbe. Sprašuje nas, kako slepo zaupamo v državno infrastrukturo. Ko človek išče informacije o demokratičnih pravicah, res ne pomisli, da se v ozadju dogaja izmenjava njegovih vedenjskih podatkov s tujimi strežniki. To odpira popolnoma novo dimenzijo našega razumevanja zasebnosti pred državo. Za čisti in nekoliko provokativen zaključek današnjega raziskovanja virov pa moramo izpostaviti še eno zanimivo podrobnost proti koncu dokumenta. Aha, tista razlaga o tem, zakaj nadzorni organi molčijo. Točno. Prijavitelji ponudijo razlago, da informacijski pooblaščenec molči izključno zato, ker naj bi bile s podobnimi tehnologijami okužene tudi druge ključne ustanove. Dokument izrecno omeni Ustavno sodišče, Vrhovno sodišče in celo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tudi na njihovih portalih naj bi našli podobne sledilce. In to nas pripelje do resnično fascinantnega in hkrati strašljivega vprašanja. Če tiste institucije, ki so zadolžene za ščitenje naših najglobših pravic, od zdravja do ustavnosti, na portalih uporabljajo tujo sledilno tehnologijo, se moramo vprašati. Opazujemo tukaj dejansko tisto zloveščo podatkovno veleizdajo, na katero svari dosje? Ali pa morda opazujemo zgolj eno neznosno globoko, sistemsko, tehnološko nepismenost samega državnega aparata. Nekaj za zelo tehten in samostojen premislek do našega naslednjega raziskovanja virov.